In še pozdrav četrtič, 4. aprila. Zdaj greva pa še na Kobalove planine. Parkirala sva tukaj lepo ob cestici. Prostora je dovolj za parkirati. Zdaj pa greva še tole gor. Direkt proti Kobalovim planinam. Kaj? Pridem. Kobalove planine imajo v bistvu dva vrha. Zdaj naš je tisti, ki je najvišji. Radiometerska oznaka je pa S5 skozi Tango Kilo 026. Tako da je danes zanimiv številčni redosled. Začela sva TK20, TK22, TK24, zdaj pa TK26 po naših SOTA oznakah. Baje se tle kar strmo vzpene. Zaenkrat je še okej. Tle se začne toliko strm klanc, da je Boža s kar 4 palcami ušla naprej. Jaz revež moram pa brez palc hoditi. A jo vidite? No, pustim jih tam. Ja, namreč na začetku, ko začnem te začetne videe snemati, prosim, če mi jih nese. Vem pa, da se danes že malo mudi domov, ker ta je, kot pravim, 4. hrib. Je pa čudovit dan, skoraj brez vetra. Ja, ta je res malo bolj konkreten klanec. Zato sem hitro zadihan, ker mi nikakor ne uspe dohiteti Božje. Fajn je, da je to suho ko poper. Pa tudi zdaj ob tem času še tega podrastja ni skoraj še nobenega. Pol pa te hribi kmalu pod 1000 metri postanejo preveč kosmati pa klopasti. Tokrat je pa še okej. Tale potka mi je od vseh današnjih 4 najbolj všeč. Ima res pridih pohodniški ali pa SOTA pridih. Končno ena takšna bolj podobna. Ker oni 3 so pa res toliko blizu, da si takoj gor, glih malo se zadihaš, pa si na cilju. Fino. In zelo, zelo hitro se dvigujeva. Tudi obzorje se nama niža in nekaj se že vidi. Kot pravim, spodaj v gostilni sem vprašal, če slučajno vejo, zakaj se reče Kobalove planine. Pa so rekli, da je to verjetno po kmetiji, ki se je reklo kmetiji pri Kobalu. Verjetno, da res. Ja, 76 Bled Drava. 76 Bled Drava, ja, čakaj, jaz imam pa tle, če te zanima, Kobalove planine so pa 76 Alfa, 76 Amerika. Krasno, evo, lepo. Fajn, lepo se slišimo, nekaj. V glavnem, lepo še naprej uživaj. Veliko zveš, če boš še kaj delal. Pa preostanek lepih praznikov še naprej ti želim. Izvoli. Ja, super, Lojze. A imaš čisto slučajno SSB 2 metra? Ja, imam. Samo kakšnih par minut, da preklopim to vse skupaj.
Super, super, daj me počakaj na 144-305, 144-305, opozarjam te, da bo modulacija zelo slaba, ker nimam ne USB-ja, ne LSB-ja, ampak je to double sideband DSB na enem malem kitajskem takem ročnem, čist majhnem radiju. Ampak dalo se bo narediti, no boš malo se potrudil, vse podatke imaš pa tako, ko se ne moje. Tango kilo 26 pa 76 alfa. Če bo šlo, ker baterije imam skoraj čisto prazne na tistem, ta drugem štacionu, okej? Ok, zmerjeno. Bom kope 2-3 minute, pa bom nazaj. Ja, super, bom zelo vesel, če se eno zvezo naredim, tako da se mi ta hrib prizna tudi za SSB. Hvala. S57S Portable, Ceko Sota, me še kdo sliši? Joj, zelo motne so, pridi še enkrat, če ne bom mogel filter dati, pridi. Roger, ja, zelo leti noter, S57 kilo Oskar Papa, v bistvu 5-9, no, ampak čist prikrit. Ja, ok, super. Čakaj, a še lahko samo toliko počakaš, bom probal kar filter direkt gor na anteno dati. Čakaj, a lahko to jaz naredim? Samo malo počakaj, Klemen, 30 sekund, minutko. S57 kilo Oskar Papa, S57S Portable, me kaj sliši, zdaj bo, mislim, da vidim, če te jaz slišim sploh kaj. 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, nekaj vmes, mečken šuma zraven, to povedal, če je kaj drugače. Ja, ti si 5-9, odvisno kako anteno obrnem, jaz zdaj pa filter vmes, jaz te zdaj kristalno čisto slišim, tako da ni problema. Hvala ti, 5-2 bom zapisal, pa 13-33. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portable, S57S Portable, Ceko Sota. Samo še mi. S57, Marjan si ti? S56 IHX. S56 IHX IVG, 5-9. Sajdi tretji bil boljši brez filtra. Zdaj slabi. Zdaj si 3-3. Ok, kaj pa zdaj? Zdaj si pa 5-5, pa jaz S59 tudi 5-5. Ja, odvisno kako držim, a veš, ko zdaj imam više gor, sem mislil, da bo boljše, pa je vraga boljše. Zdaj imam filter vmes, direkt na anteno. Ja, jaz pa zdaj momentalno horizontalno anteno delam. Ja, se jaz tudi horizontalno držim. Pridi na SSB, bomo šli še tja, ok? Ja, bom prišel. Sajdi, faj bo teo, se slišmo. Ja, čez minutko sem tam. Ja, ni problema, kar počasi. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portable. Ja, S57 Kamnik, Ljubljana, Ankaran, hvala, ker si počakal. 5-9, Juliet November 76, Alfa, ok? S57 kilo Lima Alfa, 5-9, izvoli. Ok, ja, v redu, večkrat smo bila storila. 5-5 je tlele par meni trenutno. 5-5 se pozna, ker imaš obojeno modulacijo. Malo teže sem te ujel, drugač pa kar lepo gre. 5-5 pa 1-7-6 Bravo Delta. Čuj, najlepša hvala, si mi polepšal dan, ker bom imel tole priznano. Vse mislim, da še Marjan da slišim. Hvala ti lepa, 7-3. Ok, lep pozdrav. S56 IHX, pridi. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portable, Ceko Sota. S56 IHX 5-9, Marjan. Ja, v redu, malo si iz frekvence ven, drugač 5-9, koliko pa je zdaj signal?
prišel na frekvenco. Evo, 5-7, ajde, 5-7 za oba. 5, konc baterije. Zdaj je v redu, 5-7 v redu. Sklepna misel za Kobalove planine bo bolj radiomatersko obarvana, zaradi tega, ker nisem uspel razen Borota iz Ljubljane na odseku niti eni postaje. Slišal sem Mike Zero, Mike Delta Alfa, pa me ni slišal, pa še nekdo s portabel me poklical, ampak pol, ko sem se trudil, ni šlo več nikamer. Na SSB na 2 metra mi je takoj potem, ko sem sprejel od Marjana raport, baterija crknala, na FM-u pa razen S57 KLA, S56 IHX, IVG, pa eden je še bil S57 kil Oskar, pa ja, me ni noben drug poklical. Zakaj ne? Ja, poglejte, zakaj ne. Krog in krog sami hribi. Čeprav se skoraj nič ne vidi, ker je tole drevje, ampak večinoma so vsi hribi tle okrog višji in enostavno ne gre nikamor na UKV. Mogel bi imeti res neke velike antene, da bi pa še polne verjetno. Tako je pač fizika. Skratka, aktivacija je uspešna, v logu je 5 različnih znakov, 4 so zadost. SSB pa tudi se prizna, mislim, da samo za eno zvezo. Na 2 metrih mislim, tako da, ja, lete se kar zanimivo, no. Ja, kaj še ne povem o Quanshengu mogoče, ja vem, modulacija je totalno za nič, ampak to be or not to be, a ne, zdaj, toliko majhna stvar je, da kamot vržeš v žep ali pa v nahrbtnik, pa pol narediš aktivacijo tudi na SSB-u. SP2C v Mirko mi je rekel, da je bral na forumu, da je to legalno priznano, vem pa, da malo svinjamo, ampak pri teh malih močeh pa teh kratkih antenah mislim, da se lahko to oprosti v duhu SSB aktivacije. Vse je to samo do konca tega leta, če ne bi podaljšali, ker na moje veliko presenečenje je zelo velika aktivnost ratala zdaj tudi na SSB-u in telegrafiji. Zakaj pa ne, če se najde kakšna taka druga smernica oziroma ideja, da malo poveča delo na 2 metrih, ne pa samo na FT8, ker večinoma vsi zdaj čepijo tam gor pa čakajo DX-e. Zakaj pa ne, tako ko smo v dobrih starih časih viseli gor na 144-300, je pa to mogoče dobro popestritev. Ivan, hvala tudi tebi, SP1DI, za tisto eno zvezo, ko so uspela narediti. Sem mislil, da boš mi še kaj v telegrafiji nazaj, ki je poklical, ker sem še pol na 2 hribih tisto sprobo, pa očitno, da ni šlo. Ja, telegrafija je res, sem že prej v enem drugem videu povedal, malo težko je tipkati na tisto tipko za PTT na sami postaji, tako da moram pogledati, če se da to kak taster tak majčken zraven priklopiti, pa bo pol boljše šlo na telegrafiji. Telegrafija sama je pa v redu, no? Vsi pravijo, da je čist signal in ni problema takega. Glede poti, pot sama je še kar strma, zelo veliko je tega listja gor, še ne pridelanega, tako da je kar spolsko. Treba malo paziti, fajn je, če imaš kakšne palce zraven, tle je že zelo strmo navzdol, ko snemam. Ni pa ne vem, kako dolgo tle gor zaiti, ne vem, mogoče, da smo šla 20-25 minut, kaj takega. Vse, ko ni listja, je pač super. Sama planina, vrh sam, nerazgleden, brez veze, ampak za nas sota je tako važno, da gor prideš, pa tistih zvez narediš, pa da se gibamo, da hodimo, da smo na svežem zraku. Toliko bi jaz malo povedati o teh Kobalovih planinah, a ja, še to mogoče gor od tiste gostilnice, ki so bila, pa gor, mimo Pleha se reče, je pa res na momente res izredno oska cesta, sploh tam pri tistem pri Plehu, ko gor zaviješ, tisto je dal gor Primož na Sotlas pod S5TK026 lahko pogledate. Tam gor tisti del je res malo ozek, ostalo je pa kar ok.
Drugega pa nič takega. Lepo delate še sote naprej, lepo hodite v planine. Tudi visokogorje bo se kmalu odprlo, tisto bo bolj zanimivo. In lepe praznike naprej. S57S skozi Portabelj zaključuje 4 vrhovno soto, smo 4.4.2026 in imate lep pozdrav od naju z Božo. 7-3.